Pazi zdaj to, ulica Jožeta Jame. Genialno. Dobro jutro, ura je 6:55. Danes bo dosti zanimiv dan, tudi zato, ker se bom vozil naokrog s tem avtom. Se nama se dobro vidi, tole je Toyota RAV4, ta nova. Od tukaj proti Ljubljani, od Ljubljane na Gorenjsko. Honda predstavlja CR-V hibrida. To se pravi avto, ki RAV4 hibridu neposredno konkurira, tako da danes bo bolj tak hibriden dan. Tega rava sem na testu vzel 2-3 dni nazaj, meni pa luč gori. Pa moram reči, da mi je fejst všeč barvna kombinacija. Vidiš, znotraj je takle, svetu, ampak tukaj v drugem spodnjem delu v kombinaciji s črno barvo. Zunaj pa itak že videl, ne? Se ne vem, kako se uradno imenuje tale barva, jaz bi rekel Bordeaux metalik rdeča. Zihar ima Toyota kakšen fancy ime za to. Až kaj, preden špricnem na Gorenjsko, imam en sestank klele v Monsu, pa vidim, da ni več Tesla polnilnic. Veš to? Samo še betonski podstavki. Kaj pa se je zgodil? A kdo kje ve? A ni bilo prometa. Rajden krog, obračalen krog. Ta avto je dosti bolj okreten, kot bi si kdo mislil. Tako sestanka konca, zdaj pa preden pičem na Gorenjsko, bi se rad lotil ene dosti zanimive teme, čist na hitrca. A veš, ljudje me dostikrat vprašajo, dobro, testiraš avtomobile, kako pa na kakšen način jih testiraš? Stari, lej, čisto odvisen. Za začetek je dosti pomemben, kakšne vrste avtomobil testiraš, kere stvari so pa v avtomobilu sploh pomembne. Mislim, če voziš eno prostorca, verjetno ni ful pomemben, da ga zdaj zapeljem v centru varne vožnje na Vranskem med količke, pa da vidim, kako se obnaša v ovinkih. To se zdaj narobe slišali. Ful je pomen, kako se obnaša v ovinkih, ampak jaz od takšnega avtomobila nikoli ne bom iskal, mislim, zahtevo športnosti. A veš, kaj hočem reči? Medtem, ko s čvrstim športnim avtom zihar ne bom šel iskat luknaste makadamske ceste, da vidim, kako na takšni podlagi blaži. Če imam čas, recimo avto z veseljem zapeljem na Vransko, tam preizkusim ene stvari, ki jih na navadni cesti nikoli ne bi mogel. No pa RAV4, primarno družinski avto, je pa vsem dosti pomemben, kako se bo znajdel tudi na taki podlagi. To se pravi zmahana makadamska cesta. Jaz se ponovadi namensko zapeljem na kakšno cesto, sem pa tja, dostikrat se to zgodi čisto organsko, pač najdem te prvo makadamsko cesto, ki je bliz, ampak imam pa eno tudi tukaj v Ljubljani, ki mi je zelo ljuba, pa nikoli ne razočara, zato ker je res boga. No in točno taka cesta je odličen pokazatelj uglajenosti podvozja, koliko dobro blaži. Ne samo koliko avto ruka, tudi koliko enih motečih decibelov uspe prodreti v kabino. Več je luken, boljše. Tukaj ne moreš skriti pomanjkljivosti. A veš, kaj je pa najbolj fajn od vsega? Ta makadamska cesta, ki pripelje do sem, a veš, kako se imenuje? Pazi zdaj to, ulica Jožeta Jame. Genialno. Stari, vidiš to? Luken kokrčeš. Pa verjetno te zanima rezultat, lahko potrdim samo to, kar sem rekel na prvi vožnji. Avto super blaži, takrat se sicer nisem dotaknil niti enega makadama, zdaj pa, kad tole snemam, se vozim po makadamu že dobrih 15 minut, pripomb nimam. Dejstvo je, da se vozniki takih avtomobilov verjetno dostikrat znajdejo tudi na takšnem makadamu, mimogrede za mano se vozi na Kia Sorento. Vidiš? No pa še en lušten dokaz, da na takih cestah srečaš veliko enih voznikov SUV-jev. Pazi zdaj to. Lega deca se je pripeljal s Kia Sportage. Vidiš? Zdaj pa na Gorenjsko Honda CR-V čaka. Čakam. Prosim lepo, no? No tako jaz pa Gašper Pirman iz Siola so se že usedla. Mas me presenetil, da sem sedel tudi. Gašper je ta avto že pelil, tako da mi je par stvari povedal, recimo tole. A vidiš prestave, mislim, smeri vožnje lahko zbiraš s temi gumbi tukaj na sredinski konzoli. V primerjavi z navadno CR-V-ko je to ena sprememba, ta druga je recimo grafika merilnikov, le tudi to pokažem. Grafika je valjda prilagojena hibridnemu pogonskemu sklopu, da vidiš, od kje gre tok kam, a gre z bencinskega motorja, mimogrede dvolitrski je, ali avto poganja v enem trenutku samo elektrika. Avto zgleda takole, oblikovno se od običajnega CR-V ne razlikuje kaj dost. Kar se pogonskega sklopa tiče, dvolitrski bencinar deluje po Atkinsonovem ciklu. Gašper, ki je zdaj na telefonu, pravi, da je na prvi vožnji s tem avtom prevozil tam 150 km, pa da je bila povprečna poraba 6 litrov. Glede na velikost pa težo avto je to kar ugoden podatek. Mimogrede, kar se tiče porabe Toyota RAV4, poraba se giba pa od 5,6, pa če sem fejst nestrpen tudi do 7,1, ampak povprečje pa od 5,9 do 6,1. Pa mimogrede še ena stvar, če boš pri CR-V-ju iskal dizla, tega ni več, pravzaprav hibrid. Ta je tisti, ki nadomešča dizla. Povprečje Honda pravi, da bomo ta avto od 20 do 30% manjšo porabo k Honda CR-V z benzinskim motorjem. Tisti motor je drugače dosti manjši, 1,6, tam pa 2,0 plus elektriko. Skupna sistemska moč je, če se ne motim, 135
135 kW, to je dobrih 180 konjev. Pa če že govorimo o hibridni tehnologiji, verjetno te bo zanimala kapaciteta baterije 1,8 kWh. Če boš nežen z gasom, boš, predvidevam, v urbanih okoljih lahko dosti časa vozil sam na elektriko. Gaš pa prav, da za kufar je tako, da zaradi baterije litij-ionske je za 67 litrov manjši, kot pri navadni. 64 litrov, zadnje čase me Fox skozi popravlja. In to je to tako na hiter. Aj pa da noter rekla, da vam avto od znotraj nisem pokazal, lej, delovno okolje voznika zgleda takole. Zapravo moram reči, da na svojstven način je ta avto znotraj razmeroma uglajen. Ok, dober, tukaj pristop je stara šola, ampak sestavljenost, občutek kakovosti, če zignoriram kakšno plastiko, je drugač fejs dober. A kjero plastiko? Tole. No tako, dan gre proti koncu. Jaz bom zamenil avto, usedel se bom pa v Hyundai Tucsona. Zanimivo avto. Evo ga, Andrej že čaka.